V studiu pa ste se mi pridružila Boštjan Meh in Jurij Žohar, sicer člana 5-članske rockerske zasedbe Bo. Dobro jutro želimo bi imeti. Dobro jutro. Pravite, da je potrebno le nekaj črk, da spoznamo, da nekaj na tem svetu ni dobro in ravno to naj bi definiralo vašo zasedbo. Je res potrebnih nekaj črk? Ja, čeprav jaz bi, če dovoliš, bi se raje osredotočil na to, kar je dobro. In tako nekako smo tudi zastavili naše ime, Bo. Se pravi, da nekako poskušamo gledati to pozitivo maksimalno. Čeprav obenem z besedili tudi jasno opozarjamo oziroma nekako opisujemo tudi to, kar nas moti. Ja. Tako da par besed, mogoče par stavkov lahko to opredeli. Je potrebno spoznati najprej krivico, nepoštenost, da lahko spoznamo kvalitete, dobre stvari? Težko bi to zdaj rekel takole, ampak na vsak način je samo stanje zavesti v bistvu pomembno objektivnost bolj, ne? Se pravi, ampak to je moje mnenje zdaj. Iz česa ste izvirali, ko ste nastajali, ko se je formirala zasedba Bo? Verjetno je imela v ozadju neko filozofijo, vsaj rockerske zasedbe načeloma jo imajo. Je bila to bolj uporniška ali veseljaška varianta, bomo pa zabavali? V osnovi je bila teksta, vsaj besedili so nastajala iz tega nelagodnega občutja, te nemoči, ko praktično vidiš, kaj se dogaja po svetu in te toliko moti in razmišljaš, kaj bi lahko spremenil. Iz tega koncepta je nastalo, ampak obenem se res poskušamo nekako fokusirati na dobre stvari. Ja, ker ravno pred dnevi sem poslušal en intervju z našo, kako bi dejal, rdečelasa estradnica, ne bom ji delal reklame, ki počne ravno, recimo temu obratno kot vi. Ljudi sprošča z enostavnimi besedili, z enostavno melodijo, hitro gre v uho, tako da ljudje čim prej pozabijo, pa gremo naprej. Ja, veš kaj, jaz si ne bi zameril na noben način, zaradi tega, ker se nahajamo v neki fazi, družba naša, ki se bo razvila čez par desetletij, upam, mogoče celo stoletja. In dejansko nekateri ne razmišljajo še toliko močno v besedilih in ne rabijo, oziroma se jim zdi, da ne rabijo take glasbe in njim je pač lažje, bolj tako malo enostavnejšo pa malo bolj veselo glasbo poslušati in pravzaprav za zabavo poslušajo. Tako da jaz si ne bi čisto nič zameril, čeprav ne vem, kdo to je, zdaj res ne vem, na koga je to letel. Nekako... Pol pa se dajmo zabavati tudi mi, zdaj prisluhnimo vašemu najnovejšemu videospotu. Se gledamo Olga in zasedba Bo. Pred notarjem s formularjem, pod pritiskom čakam z listkom, pred katedro vržem sidro, dolga vrsta je do srca. 220 sem številka, je le displej, rešilna bilka. Tu doma so birokrati, ne trkaj, počakaj pred vrati. Gredo pust na mesto v Rimske, tu so kratke uradne ure, birokratske avanture. Pred pisarno, avlo ovalno, se obnašam teatralno, odvihram v besnem diru, Olga, pusti me na miru. Ne bo spustu, utego te same mera in vidre po hrustu. V čakalni vrsti skoraj sem za rustu, dobro me poslušaj, kar ti bom iz ustu. Ej, Olga, mame v glavo zezat. Ej, Olga, mame v glavo zezat. Ej, Olga,
Ja, tako Olga in zasedba bo, moram seveda povedati gledalcem, da spota nismo zavrteli v celoti, ravno zaradi tega, ker konec skladbe vsebuje določene besede, ki niso primerne za jutranji program. Ste jezni? Ne, v bistvu je v redu, ker za jutranji program mogoče več ne paše, ampak v redu, važno, da smo dali to gore, ne. Se mi zdi, da je spot rahlo podoben najnovejšemu izdelku, ki je star sicer pol leta, ne, nekje od Rolling Stonesov, ki ga je naredil Rok Predin, Doom and Gloom, ali se motim? Je mala, ne? Da naš je bil nared, pa mogoče še malo prej. Ja, ta spot nam je... A vi ste bili prej? Ja. Pred Stonesi? Ja. Prej je bil narejen, ja. Ta je bil že nared lani, tam januarja. Sam ga nismo lansirali. Ja. Kaj, je to bolj poceni varianta, če nekdo nariše malo, spusti preko, kot če bi vzeli, ne vem, 2 snemalna termina in potem še montaže in... Je ceneje? Odvisno. Če je artist zadnji, Rok Predin je krasen artist, jaz sem že še prednji z Rolling Stonesi delal, sem videl njegove grafične izdelke za njegovo glasbo. Kdo je pa vam to delal? Nam je delal to Žiga Strnad. In je cenejši od Roka? No, on je naš prijatelj in to nam je naredil v bistvu za prijateljsko čist za ston, ne? Za eno žurko. Za žurko sem nekaj takega pričakoval. Mimo grede so vaši cilji glede slovenske glasbene scene izpolnjeni. Imamo dobro glasbo, Val 202, pa oddaja Dobro jutro. Ja, leto 2012 je bilo plodno, ne? Prišla naš zgoščenka Dirka za notranji mir, potem smo prišli na Val 012 gor s enim komadom. Tako da je bilo plodno leto. Ja, popevka tedna, ne, tako da to je nekako to v Sloveniji, se mi zdi, Max, sicer bomo zdaj drugo ploščo pripravljamo, imamo že pesmi, pravzaprav na odrih vas vabim vse gledalke, gledalce, da pridejo na kak naš koncert na naši spletni strani b-o.si, si lahko pogledajo, kje se bomo nahajali in tam v bistvu že vadimo nove, se pravi za novo ploščo, pesmi, tako da... Bo še, v letu 2013 bo še kar nekaj dogajalo. Mimo grede, zdaj sem se spomnil enega vprašanja. Mislite, da Rok Predin ne bi naredil za žurko videospota? Ne vem, to bi mogli njega vprašati, ampak... Ga ne poznamo osebno, tako da mogoče kdaj. Potem ne bi. Sam ga pa zelo cenimo, ne, mislim. Mogoče se mu bo pa to sedlo zdaj v srce, ne, in bo rekel, glejte fantje, jaz vam naredim za žurko. Upajmo, ne. Hvala obema za obisk v studio, veliko uspeha želim. Hvala tudi vam.